nas je tokratni Adrenalin Kick popeljal v skrajni severovzhodni konec Slovenije na Muro. Veslati že znamo, sedaj pa nas čaka še obisk Otoka ljubezni. Danes boste doživeli oziroma bomo skupaj doživeli böraški spust po reki Mure. Zapeljali se bomo za böraško šefo, vmes naredili en postanek še pri zadnjem delujočem mlinu, Babičevem mlinu, in pa naš spust končali na Otoku ljubezni. Kaj pa sploh je böraški spust? To je ena stara prekmurska beseda, ki bi pomenila urediti, zajeziti. Danes bi pa börašem rekli vodni delavci. In ti vodni delavci, to so bili urejevalci brežine reke Mure, ki so Muro skozi stoletja krotili, ker Mura včasih je delala tudi dosti slabega. Je znala poplaviti, menjati strugo 500 metrov levo, desno, kilometer ali pa tudi če več. Danes si imel polje, jutri si imel tam vodo. In ti böraši so bili v bistvu rešitelji takratnih ljudi, zelo cenjeni ljudje, ki so to Muro krotili. Prvi postanek po hudem spustu na Muri, kako je bilo? Odlično, zelo strašljivo, grozne brzice, ne, šalim se, luštno je bilo, zelo luštno. Pa sonček se je pokazal, to je najbolj pomembno. Malo smo jedli, malo smo pili, malo smo se spočili, malo smo videli že mlin, moko smo dobili in tako. Vedno, ko začneš delati, moraš nekaj malega vsaj pojesti. To so imele bučno olje ali pa tikvin olje, kak mi pravimo po domače, domači kruh, domači vrtanek, pa malo sira. In pa seveda domačo slivovico, toliko smo se podprli. Tunka, zaska, pečen kruhek, kaj smo imeli pa že prej? Ja, bučno olje, neverjetno. Neverjetno bučno olje imajo tukaj. Pa kruh, doma spečen kruh. Slivovke ne bi preveč hvalila, ker ni, mislim, vse lepo, no, vem, da je del tradicije, ampak ni, no, okej, ni tako damska. Poleg pristne prekmurske hrane nas je na prvem postanku pričakal tudi mlinar iz Babičevega mlina. Mlin je eno posebnost zaradi tega, ker je zadnji mlin med temi, ki še delamo, ne? Tradicija dolga je. Jaz sem že tu tretji, zdaj je že ščerka mene nasledila in tudi tako gre, eno drugemu, ne. Melemo pšenico, rž, koruzo, ajdo, tu vse delamo. Böraši vraževerni so, ne, da ko grejo na böraško šefo, najprej enega spijejo, ne, sploh če imajo kakšno žensko na čovnu. Radi se hecajo iz dam in iz zakonske zveze, nazdravljajo približno vsakih 10 sekund in vse podkrpijo z ugodno hrano. Ko so vraga odganjali, so vedno cel kozarec vina naenkrat spili. Samo to velja. Vse drugo je samo plaš. In tako smo spet odrinili na pot. Med našimi honorarnimi böraši pa se je tokrat znašel tudi Grk, ki ga je pot v severovzhodni konec Slovenije zanesla prvič. Well, it's nice. We drink a lot, we eat a lot. So it's smooth. It's really new to me, exotic or something, I don't know. I don't know anything about the river. Mura je zdaj nekje srednji vodostaj. Mura je vedno taka, bom rekel, srednja divja reka, vredna spoštovanja. Dosti gorja je včasih ljudem naredila, zato še danes ljudje tu imajo do nje nek tak respekt, kar je prav. Malo je umazana, barve, ne? Mirna zgleda, pa kar hitra je, ne? Sem si predstavljala, da je mogoče malo bolj počasna. Naši nagrajenci so bili do Mure očitno dovolj spoštljivi, saj so brez težav priveslali do cilja. Otoka ljubezni, kjer so se domačini nekoč imeli baje tako radi, da so štorklje vedno imele dovolj dela. Tukaj so imeli potem čudoviti mir, prostor in čas, kar je zelo pomembno za ljubezen, tudi danes. In tako pravijo, da se je tukaj dosti ljubezni zgodilo in da je dosti nas domačinov bilo kar tu spočetih. Danes je naše poslanstvo tu na otoku, da ohranjamo ljudsko izročilo,
tega zgodovine, kako je človek nekoč tu živel in tudi preživel. In to brez elektrike z temi naravnimi viri si je pomagal, zato tukaj tudi ta edini plavajoči mlin. Tu je še zraven tudi plovilo, ki mu mi pravimo brod, ki je pač od nekdaj rabil na mesto mostov, ker tudi mostov ni bilo, je bil to edini način povezave med levim in desnim bregom. In zraven tega je še tudi muzej preko Mursko-Soboškega pokrajinskega muzeja, je stalna razstava o bujraštvu na reki Muri. Našo pustolovščino na Muri smo zaključili na najbolj romantičnem kraju v Prekmurju, na otoku Ljubezni. Že prihodnji mesec pa nas čaka popolnoma drugačna avantura. Odpravili se bomo namreč na čisto pravo dirko okoli Velenjskega jezera.